Definitivno se glas mladih porazgubi v krvoločni politiki. Pred vsakimi volitvami se odpira tema recimo pokojnin. Ne spomnim se, kdaj se nazadnje odprla tema izobraževalnega sistema. In niti ne najdejo niti časa, niti želje, da bi poslušali mnenje mladih, vsaj glede stvari, ki se tičejo prav njih, kot je recimo izobrazba. Na papirju smo seveda enakopravni, ampak v realnosti se ta enakovrednost še vsem kar pozna, da se manjka. Se pravi, neki predsodki so še vedno. Če bi vzpostavili nek stik in dolgoročni odnos, da se gradi neko povezavo, da se soodloča skupaj o stvarih, ki so bistvene tudi za mlade, bi družba lahko prosperirala. Matematika se mi zdi z njihove strani nekako logična, ampak nezdrava na dolgi rok. Predsednica je ženska. Kaj pa zdaj? A sploh veste, kaj je trenutno naredila zdaj v zvezi z Ukrajino in s temi naprej? Pa je ženska. Definitivno uravnotežena, ampak vse kvote niso način, kako to doseči, ne? Še vedno smo v enem takem krču, da nežnejši spol pa nima, take močnega glasu in ne vem kaj. Izbrati nekoga samo na podlagi tega, ker ga spola je, moški ali ženska, je pač seksizem, ne? To je definicija direktno iz slovarja ven. Mogoče ta moment nisem dovolj pameten, da bi kaj konkretnega predlagal, ampak se mi kvote ne zdijo primerne ne v gospodarstvu, ne v politiki.